A ste letos že kaj barvali? No, če niste, bo zdaj počasi pa že ta prav cajt, da to naredite. Jaz vam bom pa majčkeno olajšal stvari, da se boste lažje odločali, katero barvo pa za kakšen namen. Vse te barvne karte in zdaj ne se človek odloči, katera je ta prava, pa katera je za vas najboljša. Poznamo barve na vodni osnovi, na osnovi topil, pa olja. Tole je pa impregnacija. In ta impregnacija je že sama po sebi toliko odporna, da v osnovi ne rabi dodatnega vzdrževanja. Ampak po drugi strani pa ta les v zelenkasti barvi marsikomu ni všeč, pa z leti bo posivel. Dobra novica pa je, da na impregnacijo lahko še dodatno nanesete barvo na vodni osnovi, pozor, ne na topilih, na vodni osnovi, ki se super prime, ampak v zakup morate vzeti, da pač ko barva zbledijo, morate obnoviti. Če govorimo o zaščiti smrekovega lesa, imamo na voljo kar veliko izbire. Predvsem zato, ker prvič smrekov les je zelo opojen in zelo dobro sprejema vse vrste premazov. Drugič pa, ker po naravi ni zelo obstojen les, bo obvezno rabil svojo zaščito. Zdaj pa lahko gremo v varianto vodne barve. Tale brunarca, by the way, je pobarvana z vodno barvo. Tukaj držim jaz barvno karto ciljega produkta. Barve so ene bolj nežne, ene bolj žive, to je pa stvar okusa. Ampak pri vodni barvi je posebnost to, da jo je zelo simpel nanašati. Zelo hitro se suši, to pomeni, da je primerna tudi za laičnega uporabnika. Kar je pa mogoče šibka točka, je to, da se ta premaz s časoma izrabi mogoče prej kot ostali premazi. To pomeni, da bo hiško treba verjetno barvati na obdobje nekje 2, 3, 4 leta, pač po občutku, odvisno kako se to obnaša v vremenskih pogojih. Barve na osnovi topil. V primerjavi z vodnimi barvami so te majčkeno bolj delikatne, zahtevajo majčkeno bolj natančno rokco. Zakaj? Zato, ker so v osnovi delujejo malo bolj kremasto, kar pa pomeni, da ko jo nanašamo s čopičem, moramo biti majčkeno bolj previdni, ker se bojo verjetno sledi od čopiča poznale in če boste naredili površno, se bo to tako tudi posušil in te stvari je neprijetno popravljati ali pa vas bo to skozi motilo. Dobra lastnost pri teh barvah pa je, da ponavadi zdržijo majčkeno dlje oziroma se obnavljajo majčkeno bolj poredko kot barve na vodni osnovi. Tukaj imam jaz eno barvno karto recimo od Belinke. Pri Belinki sta primerna Belton pa Beltop. Barve so mogoče tudi na videz majčkeno bolj svetleče, nekatere imajo vse tudi nekaj laka. Poleg Belinke obstajajo tudi dobri premazi, recimo od proizvajalca Sikens, pa obstaja še ogromen drugih premazov. Ampak za Sikens pa za Belinko vemo stestirano, da je zadeva ok. Zdaj pa še nasvet tedna. Če ste se odločili za barvo na osnovi topil, dajte probati zbrati tako, ki ima noter manj lakov ali pa ki nima lakov. Zakaj? Zato, ker lak na dežju je nekaj časa prožen, s časoma razpoka, s časoma ga sonce poškoduje in potem voda pride noter in začne gniti. Recimo od Belinke je Belton, ne Beltop, Belton, super izbira, ki jo velikokrat uporabljamo. Tretja stvar so pa še olja. Olje je primeren sicer za smreko in za macesen, ampak pogosto ga pa uporabljamo predvsem pri zaščiti macesna. Pri smreki je drugih premazov ogromno, pri macesnu pa skoraj da ne nimamo izbire, zato ker barve se običajno primejo zelo slabo ali pa se skoraj ne primejo, ker ima macesen veliko olja v sebi in zelo slabo vpija. Ampak olje na olje pa gre, a ne? Pri olju imamo pa cel kup odtenkov, ne sam prozoren, obstajajo tudi nežni, rjavkasti, rdečkasti, zelenkasti, sivkasti toni. Ponavadi tu niso taki agresivni odtenki. Olje zahteva kar pogosto vzdrževanje, ker se s časoma z vodo spere dol. In pri 3 letih približno se pa zgodi nekaj takega. In če vas zanima, kako to izgleda čez 1 leto na sibirskem macesnu, imam tle en ful dober primer. Tole je surovo, to je pa oljeno. Se pravi, dejstvo je, da original prvoten macesen sivi, oljen pa tudi sivi, ampak manj.
Rdečkasta barva je predvsem zato, ker ga je sonce malo gorel. S časoma, če bi mi to čez 5 let pogledali, bi bile pa verjetno iste. Zdaj grem pa jaz barvat, preden se všije.